Odločitve so tiste, ki kreirajo naša življenja. V oddaji Klepet ob kavi predstavljamo rubriko Dobra odločitev. Boljše izbire za boljše življenje. Najlepše in najbolj poučne so tiste zgodbe, ki jih piše življenje. In danes boste spoznali izjemno zgodbo od shirane manekenke do trenerke hormonskega ravnovesja, ženske, ki je danes izjemno celjena po vsej Sloveniji, kajti ljudi uči, kako vzpostaviti v ravnovesje celoten hormonski sistem, ki je seveda odgovoren za ravnovesje, kar pomeni z drugimi besedami tudi zdravje. V našo družbo prihaja Simon Godina. Lepo pozdravljena, dobrodošla, kar naprej. Hvala lepa, ker si se odzvala našemu povabilu. Hvala tudi vam. Evo, kar izvoli. Zdaj, tvoja zgodba in to, kar učiš danes, si se morala najprej naučiti zase, za svoje življenje, da si lahko pomagala sebi, kaj ne da? Ja, moja zgodba je kar pestra, tako da v zadnjih 50 letih sem kar kaj doživela. V 50 letih? To so tvoja leta? Ja, jaz sem zdaj vesela Abrahamovka, nisem bila pa vedno taka. Wow, nikoli ti ne bi rekla, da si pri Abrahamu, niti slučajno. Ampak kdaj, kako, na kakšen način se je začela ta tvoja želja oziroma to tvoje učenje o hormonih, delovanju celotnega sistema, telesa? V bistvu se je to začelo po mojem drugem porodu, ko so se začele v bistvu tudi neke malo bolj resnejše težave. Jaz sem sicer celo življenje bila nekaj bolehna, pa anemična, ampak sem se nekako kar navadila na tak način življenja. Zame je bilo to v bistvu normalno. In tudi danes, ko spremljam recimo dekleta mlada, ki to sprejemajo kot normalno, bi jih v bistvu rada naučila, da to ni normalno. Ampak mi to kar sprejemamo nekako normalno, ker se s tem navadimo živeti. Ampak ta moja adrenalna v bistvu disfunkcija, odnosno ta utrujenost je bila že toliko, že v bistvu na meji izgorelosti, že v bistvu na meji ene patološke izgorelosti, tako da sem nekako se pač spogledovala potem z hormoni in sem nekje ugotovila, da bi pa lahko to bilo to, in sem pač začela veliko delati na sebi, se učiti nekako. Tako, narava je hotela in pač moja nekako usoda, da to pride k meni. Tisto, kar potrebujem, je prišlo k meni in sem se skozi to šolanje o prehrani, ki sem ga pač delala v New Yorku, se naučila tudi zase in to spreminjala. Ampak to je trajalo tako 7-8 let. Danes pa jaz, ko delam pač z ženskami, ki se obrnejo name, je pa to lahko samo 3 mesece, tako da jaz pač te zadeve potem malo skrajšam, da ni to toliko dolga pot, kot je bila moja. Sama kot manekenka si imela izzive s tem, da si, ne vem, ohranjala težo. Mislim, zagotovo je tukaj bilo potrebno zadovoljiti nekim standardom, ali kako bi temu človek rekel? Ja, no, vse itak vemo, da pač manekenski posel zahteva neko suhice, sploh recimo visoka moda hoče 88 boke, zaradi pač, ker je širina blaga taka. In če delaš pač modne revije, moraš pasati v to, ker oni ne bojo dvakrat rezali, ker je predrago. Jaz to vedno tako, pa tudi na predavanjih dostikrat povem. Jaz sem imela sicer srečo, da nisem imela probleme nikoli s tem hujšanjem. Jaz sem lahko pojedla karkoli sem hotela, tako da meni so vse ženske zavidale, kolegice, koliko jaz lahko pojem, pa mislim, tudi gram se mi ni prijel. Se pravi, nisi bila niti pozorna na to, kaj pravzaprav ješ? Vedno sem nekje pač zdravo jedla, to nekako je bilo že ena moja stalnica, ampak nisem se nikoli ukvarjala s tem, da moram manj jesti. Rada sem imela tortice, rada sem imela čokolade, jedla sem vse, kar sem si želela, tudi zvečer sem lahko jedla, kadarkoli sem lahko jedla, tako so se vsi čudili, kako je tako suho biti, lahko sploh toliko poje, in to je bilo tako fenomena. Še danes me kolegi malo zafrkavajo, da se ni dobro zraven mene vsest, ko se pojem. Ampak kar slišim od naših gledalcev, ki nam pišejo, veliko se govori o hujšanju in o izgubi kilogramov in 1001 dieta in tako naprej, ampak veliko ljudi pa nima izziv, da bi mogli shujšati, izgubiti kilograme, ampak se enostavno ne počutijo zdrave. Počutijo se, kot da jim manjka energija, ne vem, lasje izpadajo in vse take zadeve. Tukaj se moramo obrniti na hormone pa vprašati, kako kaj delujejo, kaj ne da? Ja, no, tako, na mene se dostikrat v bistvu obračajo ženske, ko se jim ustavi. Jaz lahko
če bi zdaj povedala zgodbe, koliko so pridne, koliko pravilno jejo pač zase, pa telovadijo, res se trudijo, tako da bi lahko rekli idealna, kako da ona pa ne shujša. Ampak se potem ustavi dostikrat pri hormonih, pa tudi kakšna absorpcija je lahko motena ali pa neke disfunkcije, ali so to jetra, ali ledvica, tako da jaz v bistvu tudi malo pogledam to krvno sliko in ponovadi tam vidim, kje se je ustavilo. No, to je ena izmed teh stvari, ki se govori o tebi, brez nekih dragih hormonskih testov, že iz krvne slike lahko vidiš, kaj se pravzaprav dogaja v telesu. Ja, dostikrat ženske tako mislijo, da zdaj, ko si bom pa dala pogledati hormone, bo pa rešena situacija. Ampak dostikrat v bistvu ena hormonska slika sploh ne pač iz krvi ali pa iz sline ne pove dovolj. Ker danes so tudi določeni pač testi, ki se metabolite gleda, preverja hormonov, to so suhi urinski testi, za katere sem se tudi specializirala, ki meni pa v bistvu več povejo. Ampak ni vedno to potrebno. Tako da dostikrat so ženske razočarane in mislijo, zdaj moramo pa narediti te vse teste, pa ni res. Jaz pač iz klasične te krvne slike hemogram, ki jo lahko naredite pri svojem pač osebnem zdravniku, malo pogledam določene disfunkcije, odnosno imam tudi jaz neke svoje markerje, ki jih pogledam. Jaz ne gledam teste z vidika nekega diagnosticiranja, to je domena zdravnika. Ampak gledam pač te svoje markerje, za katere sem pač šolana, da mi povejo, kaj se pa s telesom dogaja, odnosno gledam bolj disfunkcije. Tako da jaz ne iščem bolezni, kot to pač dela klasična alopatska medicina, ampak bolj smo trenirani, da pogledamo markerje, ki nam kažejo neke disfunkcije, neka notranja vnetja in pri hujšanju, tako kot ste rekli, pri hujšanju ponovadi je najprej treba to notranje vnetje pozdraviti in šele potem hujšanje. Zdaj, glih pred kratkim sem ga predavatelja, odnosno zdravnika poslušala, je rekel, najprej vnetje, potem šele gremo na hujšanje. Tako da ta notranja vnetja so dostikrat tudi ena prepreka, ki preprečujejo, da bi sploh začeli hujšati in zato se ustavi. In tudi ženske drugače hujšajo kot moški, ker imajo drugačne hormone in mi imamo tudi ciklus. Tako da mi imamo različne dele mesečnega ciklusa, tudi različno težo lahko. In jaz pravim, da tista, ki hoče hujšati, ne vsaj za en mesec da stran tehtnico, da se ne gleda vsak dan, pa vsak zjutraj pa zvečer, ker je to čist depresivno. Stresno, stres pa sploh onemogoča, da bi potem izgubil kak dodatni kilogram. Ljudje se veliko obračajo k tebi, k tvojim seminarjem, delavnicam, tudi zdaj v novembru prirejaš 2 v Mariboru in v Ljubljani, 18. v Mariboru, 25. v Ljubljani, in sicer z nasveti za ščitnico. Si imela tudi sama izzive s ščitnico, ogromno znanja imaš in zares ogromno ljudi govori, kako si jim spremenila življenje. Ja, no, jaz sama sem tudi pač imela probleme, odnosno zdaj ne moram reči, da sem pozdravila, ker ta avtoimunski spektrum se v bistvu sam nekje ustavi in ker sem pač sama bila utrujena, izpadanje las, zeblo me je cel življenje, tako da tukaj sem jaz potem nekje pač videla, da je lahko pa ščitnica problematična in sem se tudi v bistvu začela več s tem ukvarjati in to je ena taka moja velika ljubezen, tako da name se obračajo pač vsi tisti, ki imajo probleme z premalo delujočo ščitnico, preveč delujočo ščitnico ali tudi so lahko kakšne tvorbe, te nodusi, odnosno vozliči ali pa še neke tvorbe, ki lahko preidejo v nekaj in sem pač skozi regulacijo prehrane, življenjskega sloga, povezavo ščitnice z ostalimi hormoni, to bom tudi na seminarju delala, tako da bomo obdelali od vse adrenalne žleze, potem ženski hormoni, estrogen, progesteron in seveda ščitnica, tako v enem takem sistematičnem zaporedju. Te hormoni tudi na ščitnico delujejo in tukaj je treba en tak celostni pristop in dostikrat v bistvu z našim ščitnicam ni nič narobe. Ščitnica nas ščiti pred prevelikim stresom. Se pravi, je posledica. Ja, posledica te obremenitve v bistvu iz okolja. Kar pomeni, da ni ščitnica tista, na katero se moramo fokusirati, ampak na vzrok, ki ni ščitnica, ker je posledica. Ja, no, glede na to, da jaz pač delam po metodah funkcionalne medicine, ki pomeni je usmerjena na zakaj, ne kaj, tako da zdravnik vas pač obravnava, kot vas obravnava, pač vam da tudi neka zdravila, večinoma je to pač nadomestek ščitničnega hormona, ta tiroksin.
Medtem ko poleg tega pa lahko še za svojo ščitnico veliko naredimo sami. In ta regulacija prehrane je zelo pomembna, ker ščitnica v bistvu zazna tudi pomanjkanje hranil in se lahko tudi zaradi tega upočasni se lahko tudi zaradi stresa, ker kadar smo mi v stresu, se dvigne stresni hormon kortizol in kadar je kortizol povišan, se ščitnica v bistvu ustavi. Se ustavi in sta nekako v kontrasorazmerju. In če smo mi preveč v stresu in smo obremenjeni, imamo skozi povišan ta kortizol, je tudi naša ščitnica izklopljena. In potem seveda prepočasi deluje in to pač mi zaznamo kot zebe, nas tudi se redimo, ker takrat ni porabe kalorij. Ker kortizol zahteva pač svojo tisto hitro energijo, ni pa porabe teh kalorij maščob. In to je dostikrat potem problem tudi pri samem hujšanju. Wow. Vse te stvari obravnavate tudi, kot smo rekli, na delavnicah, na seminarjih, ampak tako, ker razmišljam, naprimer tale delavnica, mislim, da je spletna ABC hormoni, ki jo imaš. To so neka znanja, ki se mi zdi, da bi jih vsi mogli imeti zato, da bi sebe bolj razumeli, ampak nam nekako niso predana v nekem izobraževalnem postopku, ki ga imamo v Sloveniji. Pa so vendarle tako pomembni hormoni, da bi vsi mogli imeti to znanje, se mi zdi. No, sej zato v bistvu tudi jaz delam te seminarje in moja predavanja in imam pač te spletne delavnice, da so lahko vsem dostopne, zato ker nekje osveščam, izobražujem, da v bistvu ženske tudi svoje hormone, svoje telo spoznamo. To je meni, čeprav v zadnje čase se mi zelo veliko moških javlja. Se pravi, tudi z moškimi delaš? Ja, tako da sem se specializirala nekako tudi za moške, čeprav nimam ekstra še programe za moške, veliko delam tudi z moškimi, ker se name obračajo tudi zaradi ščitnice, ampak predvsem želim ženske naučiti, da zdravila niso tista glavna zadeva, pa dodajanje hormonov. Ja, je koristno, potrebujemo pač zdravniško to alopatsko obravnavo, ampak veliko pa lahko sami naredimo. In to sami, to hočem jaz naučiti. In v okviru te tvoje želje, da naredimo sami in da si sami pomagamo, imaš tudi neke brezplačne analize pred nekimi... Ja, na moji spletni strani imate tak vprašalnik, kliknete in imate 8 razdelkov, ki meni pač nekje pove, izpolne se pač tam te simptomčke odkljukate in potem po mailu nazaj dobite moj odgovor, kje so nekje neke disfunkcije in to je eno tako prvo vodilo, preden sploh se gre delati kakšne teste. Ker ni vseeno, kdaj se dela test, kateri dan ciklusa, za različne primere, ne vem, za neplodnost, za PMS, za menopauzo, pač za različne primere so tudi različna testiranja. In jaz to potem malo ločim in potem malo usmerim. Ker pri nekaterih je že dovolj, da spremenijo prehrano, življenjski slog, pri nekaterih je pa treba več, ali pa to naredijo, pa pol vidimo, kje smo, pa potrebujemo še nekaj več. Tako da to ni tako, zdaj sam si pogledamo hormone in zdaj je pa to. Tako da je treba veliko sprememb narediti in dostikrat niti ni potrebno sploh delati hormonski test. Meni ta moja integrativna analiza hormonskega stanja, ki jo lahko izpolnite, je brezplačna, mi veliko več pove o vaši povezavi tudi med hormoni, kar pa en test ali sline ali pa iz krvi v bistvu klasičen ne pove toliko. Pač vemo, koliko je, ker so tudi razponi veliki. Od 30 do 300 so razponi. Zdaj, kje smo mi? To, da jaz bi mogoče tudi malo priporočila mladim dekletom 18-20 let, da si mogoče naredijo hormonski test zato, da imajo svoj optimum. Se pravi, na spletni strani, to je ljudem dosegljivo, grejo na spletno stran, pa najdejo... Se izpolnijo in dobijo čisto brezplačen moj odgovor, res to tako tedensko odgovarjam te. Odlično. In pol usmeri malo, da vejo v bistvu, kaj pa, a se izplača pol testirati, kaj se testira, kaj v bistvu za svoje stanje sploh naprej lahko naredijo in v kakšno smeriti. Danes se ukvarjaš in se fokusiraš, vso svojo energijo daješ ravno v to, v predavanja, seminarje, tudi knjigo lahko verjetno pričakujemo, v bližnji prihodnosti, vsej upamo iz tvoje strani. Ampak kateri klik v tvojem življenju je bil tisti, ki si rekla, ne, čakaj malo, to je moje življenjsko poslanstvo. Jaz sem zato tukaj, to je moj prispevek svetu, jaz moram to narediti, namesto da bi šla kam, ne vem, na banko delati ali pa karkoli. Kaj je bil tisti klik, kdaj je bil tisti klik? V bistvu tako je, jaz sem nekako se odločila za to šolanje, ker sem pač hotela nekaj več iz svojega znanja.
Ampak predvsem to, ker je toliko veliko žensk, ki imajo probleme z ali bodi si ginekološke, z utrujenostjo, tudi izpadanje las, koža, neplodnost in podobno. Ker ko sem začela delati, na začetku nisem delala tako, kot delam danes. Je bilo bolj... In sem videla, da rabim nekaj več in sem videla, da v bistvu ženske potrebujejo to pomoč, ker zdravnik ni edini, ki nam lahko pomaga. Potrebujemo jih definitivno. Jaz moram moje ženske prav nagnati k zdravniku, ker nočejo iti, ker danes je to zdaj modern, da pa zdravniki pa nič nam ne najdejo. Ampak nič nam ne najdejo zato, ker nimamo nekih resnih bolezni. Pač imamo pa neke disfunkcije. In jaz sem videla tudi pri sebi, koliko je meni prehrana naredila razliko v mojem počutju, v mojem ciklusu. Mislim, jaz se sploh ne spomnim, da bi imela take lepe mesečne cikluse, kot jih imam recimo danes, pa nisem še čisto v menopavzi, imam še vedno. Kaj se da narediti, koliko se da narediti in ko poslušaš vse te strokovnjake, ki te stvari učijo, ki so tudi zdravniki, vidiš, da v bistvu se da narediti. In jaz, tukaj mi je potem preklopila, jaz moram ženske to naučiti. Da mi lahko v bistvu samo spremembo prehrane in življenjskega sloga, to je zdaj cel kup enih epigenetskih faktorjev, ki tukaj jih moramo obdelati. To ni samo zdaj neka dieta fiksna in se tega držimo. Ampak tukaj se da veliko, jaz sem pri sebi tudi to spremembo videla. In jo tudi, če pa grem malo ven iz tega koncepta, rečem, prehrane, pa malo pušam, pa sem v stresu in podobno, čutim, ko spet grem nazaj, čutim tisto razliko, odnosno to se moraš spremljati. In jaz nimam navado, da pišem jedilnike, ampak naučim tudi, kako se lahko sami spremljate, kako si sami oblikujete jedilnik na ciklus, na svoje počutje. In to 18. v Mariboru in 25. v Ljubljani bo tudi predano ljudem, ki se bodo prijavili na delavnico. Ja, mi se bomo čisto konkretno, jaz sem tako zelo konkretna, ker imam ogromno, bom rekla, izkušenj iz prakse, vidim, kaj v praksi funkcionira, kaj ženske potrebujejo, s čim se soočajo, ko pa same želijo nekaj doma delati. Tako da bom dala veliko praktičnih nasvetov, kako utrujenost, potem to nabiranje maščobe okrog pasu ali pa nabiranje na ritki, na bokih, s čim je to povezano, katere hormone imamo nekje v disfunkciji, kako začeti in kako v bistvu to tudi nekako nadaljevati in poskrbeti zase, plus še zraven za ščitnico. Tako da obdelamo kompletne pač hormone, ki sem jih jaz nekako videla, da so tisti, ki so najbolj kritični in pač za katere največ znanja nekje potrebujemo. Koliko časa si morajo vzeti, drage dame in gospodje tudi, ki si rekla, da tudi moški prihajajo k tebi? Ja, za to soboto za seminar bo 4 urce. 4 urce. Bo kar dost intenzivno, ampak zelo, zelo praktično. Jaz pa bolj prinesem tudi vse še te artikle prehranske in tako, da tudi uživo malo pokažem, kako to izgleda. Ker sem videla, da v praksi, če jaz govorim o neki hrani, vsi vemo, kaj je neki zdrava hrana, ampak konkretno pa pokažem, je to potem razlika in potem tudi se lažje zapomnimo in si tudi sami doma na ta način lažje nekje sestavimo svoje jedilnike. Odlično, se pravi 18. v Mariboru in 25. v Ljubljani. Hvala lepa za vse te informacije in hvala lepa, ker si z nami delila svojo zgodbo. Verjamem, da je to... V 20 minutah smo povedali pravzaprav tvojo pot in tvoje poslanstvo, kar je, wow, hvala ti, ker si. Takole, še kakšno informacijo najdete tudi na naši spletni strani klepetobkavi.si. Sicer pa ne vem, kaj boste vi počeli danes, ampak jaz vsekakor imam v mislih, oziroma ne v mislih, že kar na listi, da danes grem na tale brezplačen test, ki ga je Simon seveda nam zaupala, da je na njeni spletni strani, pa da vidim kako, kaj, zakaj, na kakšen način. In mogoče se tudi sama udeležim delavnice, kot smo rekli, 18. in 25. Naj vam bo svetleje.